Resnični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Diana sem se spet prikradla v vašo sobo. Bomo tudi danes skupaj ob pravljici zaspali. Že ležite? Dobro. Sprostite se, bodite tiho kot miške in poslušajte. Prisluhnite pravljici o modrem papagajčku, ki je živel visoko v krošnjah tropskega pragozda. Nekega dne je presenetil vse, kajti čeprav je bil majhen, je storil nekaj zelo pogumnega. Kaj misliš, da je to bilo? Prisluhni. Tako je bilo. Nekega jutra je velik, temen nevihtni oblak splezal visoko na nebo nad gozdom, v katerem je živel modri papagajček. Oblak je bil zelo jezen in je grmel na ves glas. Srebrne strele je pošiljal naravnost v gozd in ena izmed njih je treščila v staro odmrlo drevo, ki se je v hipu vžgalo. Oblak je globoko zajel sapo in pihnil v plamene, da so se iskre razpršile še na sosednja drevesa in ogenj se je razširil. V gozdu je izbruhnil požar. Plameni so bili vedno višji, ko pa so bili tako visoki, da so začeli oblizovati papagajčkovo gnezdo, mu ni preostalo drugega, kot da vzleti. Letel je vse višje in višje. Vihar pod njim je divjal in zavijal. Modri papagajček se je ozrl navzdol in pod seboj videl veliko svojih prijateljev, drugih živali, ki so živele v pragozdu, kako prestrašeno in zmedeno tekajo naokoli. Bale so se ognja, niso pa vedele, kam naj se skrijejo pred njim. Papagajčka je močno skrbelo za njih, a namesto da bi tudi sam v strahu begal naokrog, se je umiril in si poskusil izmisliti način, kako bi jim lahko pomagal. Nenadoma se je domislil. "Tecite k reki," je zakričal. "Sledite mi, pokazal vam bom pot, za menoj, prijatelji." In poletel je proti reki, da bi jim pokazal pot. Nekaj živali mu je sledilo, mnoge ga niso slišale, nekaj pa so jih že zajeli plameni in so klicale na pomoč. Papagajčku se je utrnila nova zamisel. Odletel je do reke in si zmočil krila, nato je poletel nazaj v gozd. Ko je priletel visoko nad plamene, je stresel krila, da so vodne kapljice pršile v ogenj in je zacvrčalo. Hss, hss. Tako je letal sem in tja od ognja k reki in nazaj. Vsakokrat je v svoja krila zajel vodo in z njo popršil ognjene zublje. Papagajček se je tako zatopil v reševanje, da ni opazil, kako ga ves čas nekdo opazuje. Visoko na nebu, še višje od nevihtnih oblakov, je lebdel prekrasen grad s stolpiči, ki so se lesketali, kot bi bili posuti z zvezdami. Skozi grajska okna so svet opazovali bogovi srečnega sveta. O papagajčkovem početju so zmajevali z glavami. Le kaj poskuša doseči, so spraševali drug drugega. Ali res misli, da lahko tako velik požar pogasi s kapljicami vode? Zaklicali so papagajčku: "Za božjo voljo odleti stran in se reši." A papagajčkovo srce je bilo tako polno ljubezni in predanosti svojim prijateljem, da ni upošteval nasveta bogov. Še naprej je letal od gorečega gozda k reki in nazaj. Eden izmed bogov tega ni mogel več prenesti in se je odločil, da mu bo pomagal. V trenutku se je spremenil v velikega orla in poletel v goreči gozd, kjer je papagajček vijugal v plamene in spet iz njih. "Moj mali prijatelj, ne moreš pogasiti razbesnelega ognja s samo nekaj kapljicami vode. Tvoj poskus je brezupen. Prosim, odleti na varno," ga je prosil. "S spoštovanjem, veliki orel," je odgovoril papagajček, "ali ne vidiš, da so moji prijatelji v nevarnosti? Rad jih imam in kdo jih bo rešil, če jih ne bom jaz?" Papagajček je bil že zelo utrujen, dim ga je dušil in skelel v očeh, a ni odnehal. Plameni so grabežljivo segali po njegovih modrih peresih in njegove drobne nožice so bile vedno bolj vroče.
Au, je zastokal in poletel višje, da bi se izognil plamenom. Odnehal pa ni. Božanski orel je bil tako ganjen nad njegovim pogumom, odločnostjo in ljubeznijo do prijateljev, da so se mu po licih ulile solze. Srebrne solze so deževale v plamene in zalile ves gozd, ogenj in živali, ki so bile ujete v požaru. Hiss, hiss, so se ugašali jezni plameni, ko so jih orlove sočutne solze ugašale drugega za drugim, dokler ni ogenj končno popolnoma zamrl. Modri papagajček ni mogel verjeti svojim očem, vse živali so bile rešene in na varnem. Poskočil je od veselja in se zavrtel v zraku. Še sonce si ni moglo kaj, da se ne bi nasmejalo, ko je videlo, kako dobro se je vse skupaj končalo. Vse živali so vzklikale: hurra, hurra! Pogumni papagajček nas je rešil. Hvala, 1000-krat hvala. Nevihtni oblak se je splazil stran in se skril za obzorje. Sonce pa je svojim toplim žarečim nasmehom osušilo gozd. Veliki orel je poletel nazaj na svoj nebeški grad, se spet spremenil v Boga in dobrohotno opazoval srečnega papagajčka, ki je s svojimi prijatelji praznoval v gozdu. Kdo bi si mislil, da bo tako majhen ptiček tako pogumen, tako odločen in bo imel v svojem malem srčku toliko ljubezni, si je mrmral v brado. Zasluži si nagrado in mislim, da vem, kaj bi to lahko bilo. Bog je dvignil roko in je usmeril proti modremu papagajčku. Živali so onemele in osuplo čakale, kaj se bo zgodilo. Z neba se je spustil snop pisanih, lesketajočih se zvezdic in modrega papagajčka ovil v čarobno meglico. Ko se je meglica razpršila, papagajček ni bil več moder. Njegova peresa so se lesketala v mavričnih barvah. V svetlobi zahajajočega sonca je papagajček zažarel v tisočerih odtenkih. Zdaj ni bil več samo moder, postal je mavrični papagajček. Včasih se počutimo nemočne, ko se nam pripeti kaj hudega. Modrec ve, da mu ljubezen in sočutje podarita krila in pogum, da lahko stori nekaj, kar bi bilo drugače popolnoma nemogoče. Zdaj pa otroci, tisti, ki še ne spite, globoko vdihnite in počasi izdihnite. Zaprite oči, objem, poljubček in sladke sanje.